Ob izteku leta 2012 je GZS pripravila novinarsko konferenco, na kateri so magister Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, magistra Janja Petkovšek, direktorica GZS Združenja kovinske industrije, Janez Renko, direktor GZS Zbornice elektronske in elektroindustrije, ter magister Jože Renar, direktor GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, spregovorili o tem, kakšna pričakovanja ima gospodarstvo do vlade in drugih socialnih partnerjev na prehodu v novo leto, kateri so najbolj urgentni ukrepi, ki jih zahteva gospodarstvo z vidika izbranih panog in kakšna so stališča zbornice do trenutno aktualnih tem. Nazadnje Gospodarska zbornica je, kot veste, pripravila predlog 46+, to so konkretni ukrepi s konkretnimi hitri učinki, dostopni so tudi podrobneje razdeljeni na naših spletnih straneh in upamo, da bo to predstavljalo tudi okostje delovanja predvsem tistih ministrstev, ki so najbolj neposredno povezana z delovanjem in pogoji poslovanja v Sloveniji, se pravi z gospodarstvom. Tukaj so možni hitri učinki, ki bodo stabilizirali razmere za poslovanje, učinki, ki bodo dvignili investicijsko aktivnost v Sloveniji, ki bodo ustvarjali nova delovna mesta in predvsem povečali konkurenčnost gospodarstva. Ne samo kovinska podjetja, ampak vsi izvozniki, posledično pa tudi vsa podjetja, nujno potrebujemo en močan, en zdrav finančni sistem, ki bo strokovno, ki bo nekoruptivno prepoznaval dobre poslovne projekte in jih tudi ustrezno finančno spremljal. Konkurenčni trg dela, prenova delovno-pravne zakonodaje, to je omenil tudi naš predsednik, je en ključnih pomenov, kako na eni strani omogočiti ne zgolj fleksibilno zaposlovanje, ampak predvsem kako narediti ta trg dela predvidljiv in kar je mogoče še daleč najbolj pomembno, ta hip preprečiti prek usposobljenih ljudi. Gradbeništvo kot tako nima težav z obstojem na dolgi rok. Gradbeništvo ni globalna panoga, gradbeništvo ne bodo povozili poceni izdelki, ne vem, iz Kitajske ali pa iz Jugovzhodne Azije. Gradbeništvo je pač panoga, ki bo tukaj doma ostala, vendar pa na kakšnem nivoju, koliko bo prinesla dodane vrednosti, koliko bo prispevala k zagonu celotnega gospodarstva, predvsem množice industrijskih panog, ki jo spremljajo, je pa seveda odvisno od nas samih, kakšen model bomo postavili, kako bo to spodbujalo in predvsem pa omogočalo normalno sodelovanje podjetij v teh verigah in na ta način seveda bomo lahko edino, torej za ustrezno vlogo gradbeništva bomo lahko imeli od te panoge tisto, kar imajo vse nekako urejene države, torej da je lahko gradbeništvo motor za zagon domačega gospodarstva.